Zdaj sem pa po programu predviden kar jaz, za na tako mogoče malo bolj domoznansko temo, lokalno obarvano, Šempeter na Krasu in Prva svetovna vojna, predvsem z tega transportnega, logističnega vidika. Šempeter je bil stoletja dolgo majhna vasica, njena velikost je bila dejansko pogojena s to velikostjo razpoložljivih kmetijskih površin. Na starih upodobitvah vidimo, kako je bilo vse obdelano, kar je bilo možno. Sam za občutek, v uradnem štetju prebivalstva leta 1821 je Šempeter štel 167 prebivalcev. Mogoče sam šel izogib kakšnim nesporazumom, velja pojasniti, da je bil Šempeter leta 52 preimenovan v Pivko in da je Pivka s to rastjo s časoma zajela še dve drugi, včasih samostojni vasi, to je Radohovo vasi in pa Hrastje, kjer se tudi zdaj nahajamo. Mogoče bolj z rubrike, ali ste vedeli, da pivška železniška postaja leži na območju vasi Hrastje, v katastrski občini Radohova vas, da naj bi tudi takrat, ko so jo postavljali, ko so osnovali to železnico, ji dali ime po Hrastju, ampak da so se vaščani silno uprli, češ da bodo imeli od tega samo kakšne davke, in je tako postala tu Šempeter, železniška postaja in se je razvil Šempeter, današnja Pivka. Razvoj Šempetra na Krasu je bil pomembno zaznamovan z južno železnico. Izgradnja proge Dunaj-Trst predstavlja leta 1857 predstavlja ključno prelomnico v zgodovini kraja, spodbudila razvoj trgovine, obrti, industrije. Hud udarec je sicer doživelo prevozništvo, furmanstvo, ki je bila pomembna gospodarska dejavnost v Pivški kotlini. Je pa ta hitra gospodarska rast po prihodu železnice tem furmanom na dolge razdalje, ki jim je odvzela kruh in so železnico izgubili posel, hitro ponudila cel kup drugih priložnosti, tako da ta udarec ni bil prehud. Leta 1873 je potem z izgradnjo železniške proge do Reke, ki se prav v Šempetru priključi na progo Dunaj-Trst, dala razvoju kraja še silen pospešek, kraj je postal pomembno železniško križišče, stičišče dveh jadranskih pristanišč, vrata v notranjost monarhije in silna priložnost za razvoj kraja, razvili so se hoteli, ljudje so prenočevali. Gre tudi za železniško postajo z eno visoko nadmorsko višino, 580 metrov, menda druga najvišja železniška postaja v Sloveniji, tako da so tudi prihajali letovati ali pa vsaj na oddih za dan, za vikend iz teh soparnih mest poleti v Šempeter. Slovela je restauracija, železniška restauracija v Šempetru in tako. Še nekaj pogledov na to postajo, s to številom tirov vidimo pomen tega, tudi ena shema same železniške postaje. Tako, pomembna prometna vloga Šempetra je prišla do izraza tudi v Prvi svetovni vojni, zlasti z vstopom Italije v vojno. Šempeter je postal pomembno logistično središče, kjer se je vse vrtelo okrog oskrbe armade na bojišču. V trgu in okoliških vaseh so bile nastanjene rezervne vojaške enote, ter se pripravljale za odhod na bojišče. Postavljena je bila tudi vojaška bolnica. Na železniški postaji je bilo izvedeno več projektov za zagotavljanje večjih kapacitet, razkladanja in nakladanja ter skladiščenja, a sama lokacija postaje ni omogočala dovolj velikih širitev, kot bi bilo potrebno. Pri železniškem prometu je bilo ključno zagotoviti dovolj hitro razkladanje in nakladanje železniških kompozicij, za kar so bili potrebni dodatni tiri, da ni prišlo do zastojev v prometu in pa ustrezne rampe. Na sami postaji so zgradili takrat več kratkih tirov, poleg tega pa še cel kup dodatnih skladiščnih prostorov in barak,
Premog za lokomotive so hranili kar na 11 odprtih deponijah, dograditi pa je bilo potrebno tudi vodovodno omrežje. Parne lokomotive so pač bile velik porabnik vode in tudi na tej kraškem odseku proge bil precejšen problem. Nekaj fotografij z železniške postaje, torej Šempeter in okolica se tudi v literaturi večkrat navaja kot bivališče rezervnih enot, tudi Franjo Robida je tukaj, se nahaja več mesecev, v pohod v Zmedo, Hofbauer, je tudi primer literarne obdelave teh naših krajev, tudi z tega vidika. Okrog postaje je zgrajenih več pomožnih objektov, namenjenih pač oskrbi enot, ki prehajajo na bojišče, pač latrine, ambulante, vse, kar je bilo potrebno. Pomožni objekti tukaj v sami Kolodvorski cesti in tudi že trasa ozkotirane proge, o kateri bomo potem govorili. To je zdaj, če se spustite, boste šli nazaj proti, tukaj nekje je tisti spomenik NOB ob sami Kolodvorski cesti. Tako, to ne morate brati, ampak govori o tem pač železniške objekte, vso to infrastrukturo so varovala črnovojniške enote, Landsturm enote, in to je prošnja Marije Žnidaršič iz Starega trga, katere sin je v tej Landsturm enoti, tukaj v Pivki, v Šempetru, in prosi, da ga spustijo na dopust zaradi košnje, zaradi teh domačih opravil, ker je imela tudi moža na fronti in doma so sam mlajši otroci in pač preprosto ne more poskrbeti za kmetijo, za zimo, za drva, za kurjavo. Tako, za potrebe, mogoče sam še nekaj, za potrebe raztovarjanja železniških kompozicij je glede na to, da je bila sama postaja v Šempetru premajhna in zaradi lege ni omogočala dovoljne dograditve, je bilo zgrajeno še novo mesto za raztovarjanje v bližini Nevrk, tukaj v smeri proti naprej po železnici, v uradnih evidencah označeno kot Košana in to v dolžini kar 1200 metrov dodatnih tirov. Gradnja je bila končana v januarju 1916. Anton Abram, župnik v Košani, v župnijski kroniki je o tem zapisal. Razširjenje tira pri čuvalnici 773 se je pričelo 20. avgusta, to je govorimo o letu 15. Pri prevažanju čet na jug se je povsod pokazalo, da ne zadostuje za tako velike transporte sedanje stanje železnice. Vlaki so stali po več ur na postajah in med postajami, ker je bilo nemogoče se izogibati. Napravili so sedaj po vseh postajah nove tire za umikanje in izločitev. Delo pri čuvalnici 773 oskrbuje 36. železniški oddelek, mož približno 60 in okrog 300 Rusov, ujetnikov. Rusi so nastanjeni v Nevrkah, moštvo v šotorih ob progi, častniki in konji pa v Dolnji Košani. V župnišču stanuje stotnik, poveljnik in nadporočnik. Toliko, mogoče še kot ilustracijo tega. Šempeter na Krasu pa je igral pomembno vlogo tudi pri oskrbi Soške fronte z gradbenim lesom, za gradnjo najrazličnejših vojaških objektov, tako za nastanitev vojakov kot za razna skladišča, poljske bolnice so bile potrebne velikanske količine lesa. Šempeter je bil z več žagami že takrat pomembno lesno predelovalno središče, imel je ugodno prometno lego in velike zaloge lesa v bližnjih javornikih. Prva parna žaga je bila v Šempetru postavljena že leta 1884, to je dolga, uveljavljena tradicija predelave lesa. Vojaške oblasti so se zato odločile zgraditi 19 km dolgo ozkotirano železnico, ki je povezovala železniško postajo v Šempetru, tamkajšnjo žago, potem pa je šla čez vas Trnje do kote 790 v Javornikih.
Po tej progi so dnevno pretovorili po 100 kubičnih metrov hlodovine. Progo so v aprilu in maju 1916 zgradili 36. železniška četa in 250 ruskih ujetnikov. Ta 36. železniška četa se je prej pojavljala v tej gradnji tega rampe v Nevrkah, v Košani in jo imamo zdaj tukaj. Torej, če tam v januarju končajo, v aprilu in maju gradijo to železnico v Javornike. Ruski vojni ujetniki so kasneje skrbeli tudi za delovanje te železnice in po njej vozili les. Železnica v Javornik je bila na začetku na konjski pogon, konji so vlekli v gozd prazne vagone, tam so jih naložili s hlodi in pa jih samotežno spuščali navzdol. Konji so spet vlekli vagone po ravnih predelih, vlačno se kliče ta del, ta raven predel nad vasjo Trnje in pa potem od vasi Trnje do Šempetra na Krasu. S časoma so konje nadomestili posebni vagoni z motorjem, ki so bili razviti za potrebe vojaških oskotirnih železnic. Vagon, ki je lahko vlekel tudi krajšo kompozicijo vagonov, je poganjal 4-taktni dvovaljni zračno hlajen motor na petrolej, ki ga vidimo tudi gore v razstavi po zaslugi gospoda Ivana in Črnovrškega vojaškega muzeja. Tako, zdaj mogoče pri tej fotografiji velja pripomniti nekaj, da gre za veliko dolžino hloda. Običajno so hlode za žago vozili že v dolžini hlodov, kot so se rabili na žagi. In tukaj je v spominih Ivana Mrlaka en zanimiv zapis. Meseca oktobra leta 17 smo prejeli navodilo, da moramo sekati čim več jelk, ki niso predebele in čim bolj dolge in ravne. Takoj smo posumili, da to ne bo za deske, ampak oporni stebri mostov. Ker tu sem mogoče, nimamo točnega datuma fotografije, ampak tu ni hlod, ki ga vozijo na žago, ampak služi nečemu drugmu. In lahko je tudi zadev te zgodbe, ker so potrebovali vozili oporne stebre mostov. Tukaj še ena zanimiva fotografija, tik nad vasjo Trnje, sodi, verjetno ne za pivo ali pa vino, verjetno je šlo za vodo, ker pač treba je bilo v Javornikih manjka vode in za delavce, pa tudi za konje, je bilo treba prepeljati zadostno količino vode. Fotografija iz kapele v Javornikih, ki ne bi stala na lokaciji delovnega taborišča, to je del oskrbe sisteme oskrba z lesom, bi bilo tudi delovno taborišče v Javornikih, najverjetneje v Otoški dolini, kjer so bili nastanjeni tako ruski in srbski vojni ujetniki, kot tudi civilisti, ki so bili mobilizirani v delovno obveznost. Ujetniško taborišče in delo pri sečnji in transportu lesa zanimivo v svojih spominih opisuje Ivan Mrljak iz Volčje Drage, katerega družina je bila prisiljena oditi v begunstvo, ker je bil premlad za vojsko, so ga mobilizirali v te delovne enote in nam je v spominih zapustil eno silno zanimivo pričevanje. Torej gre res za eno neobdelano in tudi povsem pozabljeno temo, tudi sam tukaj kot domačin sploh nisem vedel za to delovno taborišče, na katerega smo zdaj naleteli, tako da bom hvaležen mogoče tudi za kakšno povratno informacijo, za vse, ki boste v arhivih mogoče naleteli na to. To je vsekakor del tega sistema oskrbe z lesom, je tudi delovno taborišče, ki se je nahajalo očitno v teh Vindišgrecovih, gozdovih kneza Vindišgreca v Javornikih, kjer so takrat na veliko sekali les, to je kapaciteta železnice 100 kubikov na dan, to pomeni tam 2500-3000 kubikov na vsak mesec. To je že na 60% izkoristek, je na že 1500 in več kubikov žaganega lesa, kar je pa že ena taka omembe vredna količina.
To je še ena slika te kapele, tu so pa že italijanski vojaki ob njej. Se zahvaljujem Gregi Žoržu, no, ki mi je posredoval te fotografije. Pa nekaj. Aha. To je še ena fotografija iz Dunajskega državnega arhiva ruskih in srbskih ujetnikov ob trasi te železnice, to je še nižje v Javorju, nekih tem neporaščenem delu. Transport hlodovine v vasi v Trnju. Tukaj vidimo pa te hlode, ki so dolžine za žago, ne, ampak res domačini smo že tako v samo izročilu je še ta železnica, tako da so te fotografije sila zanimive, no, in v bistvu potrjuje, no, to, kar je bilo bolj kot manj govorica tukaj v lokalnem okolju. To je tudi železniška postaja v vasi Trnje, tukaj je celo napis Doren, ne, kot nemško Trnje. Še par posnetkov, fotografij tukaj iz same okolice Pivke, predvsem so zanimive tele, ta sistem strelskih jarkov, tega poligona, ki ga opisuje tudi Franjo Robida v svojih spominih, ne, in so te fotografije potrdile ta njegovo, ne, pričevanje, potem pa mogoče tudi še ta lider posnetek, ne, ki je tudi pokazal ne, te jarke, ta sistem strelskih jarkov, ki v naravi praktično ni več viden, ne. Gre za ta sistem, kot ga opisuje on. Na pobočju Svetega Primeža se je vlekla od srede hriba navzdol do srede v dolini idealna linija strelskih jarkov z betoniranimi kavernami in zaklonišči, z lesenimi rešetkami na tleh, da vojaki niso stali v jarkih v vodi. Če bi imeli na fronti le senco teh jarkov. Ne? To je ta njegovi spomini. Ne, tako je, da če pogledamo še enkrat fotografijo, ne, tako da se nam je v bistvu ob tem raziskovanju, ne, v bistvu so se trije viri pokrili, ne, to je pričevanje Franja Robide, lider posnetek, ne, in pa... Vorojevič je prišel na vaje, ne? Tukaj je bil poligon, ne, ker očitno je bila le koncentracija teh enot tukaj v zaledju toliko velika, ne, da so se zgradili res poligon, ne, šolski primer, kako ne bi izgledalo bojevanje na kraškem bojišču, in tukaj je tudi pričevanje, kako je Vorojevič prišel na manevre gledati, ne, na te vaje, tako da je pa tudi res lider odprl čisto eno novo perspektivo tukaj, ne, tega niti domačini, v bistvu ne poznamo, nekaj teren je zaraščen, ne, zapolnjeno pač z listjem, s humusom, tako da ne vidiš, ne, pa predvsem zaradi zaraščenosti ne vidiš te vizure tega. Tako, toliko z moje strani, res na kratko o Šempetru kot transportnem središču, če je mogoče kakšno vprašanje. Zadnji slajd samo potrjuje to, da so že avstrijski planirali muzej vojaške zgodovine. Sicer bolj v poligorskem delu, ne pa razpano, Ja, zdaj, tukaj je res zanimivo, ne, ker park vojaške zgodovine se nahaja malo tukaj od spodje, rečemo, ne, tukaj kam je prav stopiko, ampak tu je Primož, ne, s podzemno utrdbo v spodaj, z ostanki te železnodobne naselbine, ne, z ostanki cerkvice srednjeveške, ne, tako da tukaj so res kar v plasteh naložena zgodovina, ne, in se tudi recimo, ne vem, kakšni tuji strokovnjaki čudijo, ne, temu bogatstvu, ne, mrske so po svetu, seveda bogate arheološke ostanki, ampak da bi tako v toliko slojih bili naloženi na isti lokaciji, ne,
to je cel ta greben, ne, tukaj, ki se vleče, recimo od Primoža dol proti Šilentaboru, ne, doktor Laharna pravi greben konfliktov, ne, ta razvodnica med Črnim morjem in Jadranskim, ne, povodjem predstavlja eno prelomnico, ki je res bogato, ne, zaznamovana zgodovinskim dogajanjem. In ja, mogoče, no, tudi park vojaške zgodovine lociran na pravo točko. Vsekakor omogoča tukaj, mogoče tudi v nadaljnjem razvoju, tudi nek arheološki park ali pa nekaj takšnega. Ne. Prosim, Uroš. A pa je tudi kaj podatkov, pa je italijanska vojska, ki je uporabljala te jarke, pa to za Vajdote jarke, slovenska vojska? Ja, tukaj, zdaj nimam celega posnetka, ne, tukaj je potli še Kotas 110, ki ne bi nič dokazano, da je že iz prve vojne, ne, tudi skopan in kos enega tunela, ne kaverne in sistem strelskih jarkov, ki ga je italijanska vojska pa definitivno uporabljala kot pehotni poligon vojašence. Ne. Je pa celo to zaledje, ne, ki ga tudi upravljamo, to je 40 hektarjev zemlje, nekdanjega pehotnega poligona, te vojašence, je preden strelskimi jarki, zakloni in tako naprej, ne, ker še v JNA je vsak, ne, v okviru tega usposabljanja moral skopati in ne, zaklon, ne. Zdaj, če bil bolj priden za ležeči, če ne za stoječi stav, in je res, ni koščka nedotaknjene površine, ne. Kje je zdaj ta kota? Levo zgor. Če smo tukaj, če samo ne moreš, ali se lahko premakneš? Tisto gradišče levo zgor. Ja, ne, samo tukaj, da pokažemo, tu je park, ne. To je Lider posnet, ki je pokazal tukaj še eno starejše, najverjetneje bronastodobno gradišče, ne, ni bilo poznano, ne. To je Primož, to je Kerin, dve veliki, pomembni železnodobni gradišči, ne. To je ta Kota 110 s temi strelskimi jarki in podzemno kaverno tukaj skozi, ne. To je zapis v krajini, ki se vleče vse od bronaste dobe naprej, ne. In pa tukaj, kaj lahko malo povečeš, mogoče če vidi, ne? Bližje ali? Ja, če pa recimo ta del povečati. Ne, bližje. Ne vem, če bo kaj videti. Ja, ampak po teh starejših okopih videli se pa pojavljajo kupi zaklonov, ne, z teh nekih, ne, nekih položajev, ki so jih kopali vojska, italijanska, jugoslovanska, pa v okviru teh usposabljanj, ne. Tako da res in silno zanimiv zapis v krajini, ne, večinoma zdaj za zaraščene površine, ne, ko ni to vidno na proste oči, ampak res ponuja pa eno pomembno priložnost, mogoče tudi res za snovati en arheološki park s časoma. Recimo na Colu imamo fajn primer, taki krožni jarki ki so jih zgradili v začetku leta 15, se pravi, še pred boji na Soči, so jih tudi italijanska vojska uporabljala verjetno za kakšne manevre in jugoslovanska vojska. Ja. Zato sprašujem, če so verjetno ponudili. Ja, seveda. Zato Koto 110, k pravim, je zelo velika verjetnost, no, da je še iz prve vojne in, ne. Aha, tu imaš to. Tako med raznimi debatami sem jaz zasledil, da so se na začetku vojne vsi teh ročnih bal metata, ne. In zato je pa prav ena slika našega vojaka, Filipa Kosmača, ne, iz kraškega terena in je verjetno do tle, so imeli hodilna vaja v metanju bombe. Prav zaradi tega, da so se jih niso bali, in zato, ker so bile tudi, mislim, en pomemben način teh naskokov, posebno pa še naskakovalnih enot. Te šturmtrupe, ki so posebno v 12. soški bitki in če mogoče malo prej,
jih izvežbali s temi bombami. Zato sem te povedal to zaradi te slike, je mogoče enkrat dostavil, ker je ta naš rojak Filip Kosmarč, slika ni mogoče, bi se tudi od zadnje kaj identificiral. No, mogoče tudi. Robida, pravi, to, kar si ti citiral prej, da so v prisotnosti Brojeviča imeli te vaje, in so po nesreči en vrgel bombo, ne vem kako. Pravi, tudi to knjiško podporo so imeli. Ampak hoče reči, in strelj je preblizu. In ustrelijo. Ročna bomba je ubila enega ali dva vojaka. Ja, mislim, da je topniška granata, če se prav spomnim. Ne vem, ne bom. Ročna granata. Ja. Tudi jaz se ne spomnim. Ja. Sem prebral. Ker je pa en tak poligon bil, malo špekuliran, nadvse potreben, zaradi tega, ker so prihajale tudi ogrske enote, češke, ki se niso znajdli na tem kamnitem terenu, na kraškem bojišču in jih je bilo treba podučiti z teh ravninskih predelov in z tega jim je bilo res to nekaj čist novega.